študentke, študentje, profesori in vsi ostali, ki vas zanima študentsko dogajanje. Lepo pozdravljeni v prvi oddaji v svetu odraslih, kjer za vas pripravljamo zanimivo in pestro vsebino. Začetek oktobra pomeni tudi začetek študijskega leta. Predsednik študentske organizacije Univerze v Mariboru Alen Brkić nam je v pogovoru zaupal, kaj letos pripravljajo za študente in kateri so najpomembnejši napotki ob pričetku študija. Ja, danes na prvi študijski dan pripravljamo za študente en lep uvod v njihovo študentsko življenje. Pripravili smo jim tako kot vsako leto dostop mapico, katera vsebuje čisto vse informacije, ki potrebujejo za nek normalen začetek študija. Tako da vsebuje, mislim, da pisalni kuli, blokec, nekaj osnovnih informacij, kaj se dogaja v Mariboru v prihodnjih 2 tednih in pa kup popustov, s katerimi omogočamo študentom, da jim je ta prehod iz dijaškega življenja v študentsko malo lažji. Povej mi, prvič bodo prag fakultete prestopili bruci. Kako njim olajšate ta dan in jim pomagate pri novem začetku? Po vsaki fakulteti imamo razporejene naše sodelavce, naše informatorje, ki so oblečeni v prepoznavne šaumove majice in delijo mapice, ki sem jih prej omenil, in ponuja čisto vse informacije, ki jih bodoči oziroma novi študenti rabijo. Tako da jaz mislim, da glede na to, da je to starejša populacija študentov, ki imajo že številne izkušnje na študentskem področju, da jo bojo lahko ponudili en širok sklop informacij, ki jih potrebujejo bruci, in jim bojo pomagali z informacijami, kot so, ne vem, kje si lahko uredijo bone, kam je priporočljivo iti jest, kje je najbližja avtobusna postaja in vse podobne informacije. Torej, na vsa tista vprašanja, ki jih največkrat begajo, imate prav vi odgovore. Kakšne napotke pa jim največkrat podajate, poleg vsega tega, kar si že omenil? Študenti se na nas najbolj obračajo v tistih zgodnjih študentskih letih, torej ko so bruci, pa mogoče tudi tisti, ki so v drugem letniku. Največ se obračajo na nas z informacijami oziroma, ker rabijo informacije o študentski prehrani. To jim nudimo na naših točkah, kjer se lahko vpišejo v subvencionirano študentsko prehrano. To jim nudimo informacije povsod, tudi prek maila dobijo informacije o tem, kje se lahko vpišejo in na kak način koristijo. Potem hodijo k nam po informacije o bivanju. Dostikrat se zgodi, da pridejo kar k nam, zaradi tega, ker smo v isti stavbi z študentskimi domovi, pa nas sprašujejo, tako da jih tudi prijazno napotimo k študentskim domovom, sosednji vhod, ali pa jim nudimo informacije o tem, na kakšen način si lahko pridobijo stanovanje pri zasebnikih. Imamo tudi portal, ki ga upravlja eden izmed naših zavodov, portal Kamrica, ki vsebuje največ študentskih sob za severovzhodno Slovenijo, tako da te informacije nudimo. Poleg tega seveda jim nudimo informacije tudi o tem, kaj se dogaja na Štuku, kaj se dogaja v študentskih domovih, kaj se dogaja splošno na univerzi, kaj se dogaja na posameznih fakultetah. Tako da čisto različno študenti prihajajo do nas in iščejo čisto različne informacije. Super. Kakšna pa so pričakovanja vseh članov študentske organizacije ob tem pričetku? To bolj člani kot so študenti? Kaj pričakujejo od študentske organizacije? Jaz mislim, da so pričakovanja kar velika. Od nas pričakujejo, da bomo skrbeli za njihove pravice na splošno, tiste pravice, ki se jim na nek način zdijo že samoumevne, kot so pravica do prehrane, pravica do subvencioniranega bivanja, pravica do brezplačnih izpitov, pravica do prevozov in vse te pravice, s katerimi se pač mogoče ne srečujejo. Se srečujejo vsak dan, ampak ne na način, da si jih morajo sami urejati. Prav tako pa od nas pričakujejo najverjetneje, da bomo njihovo obštudijsko življenje obogatili. In mi se res trudimo na tem področju, enako kot na tistem področju, ki se ga mogoče ne čuti toliko, ki sem ga omenil. Se trudimo tudi za področje obštudijskih dejavnosti in ponujamo širok spekter projektov čez celo leto, od izobraževalne narave, kulturne narave, humanitarne narave, zabavne narave. Tako da jaz mislim, da bomo izpolnili vsa pričakovanja večine študentov. Definitivno pa je res, da bi lahko mogoče še nadgradili našo dejavnost in še bolj zadovoljili potrebe vseh študentov. Je pa res, da zato rabimo tudi njih, da pridejo k nam in nam povejo, česa si želijo, in na tak način bomo skupaj lahko naredili neko zgodbo, ki bo dobra za vse.
Povej mi še, za vse študente ste pripravili tudi Welcome Weeks. Kaj točno ta sklop dogodkov predstavlja in kaj je tisto, kar študenti v prihodnjih tednih definitivno ne smejo zamuditi? Ja, letos smo se odločili, da bomo na nek način vsaj ta začetek naših projektov malo bolj strnili v 2 tedna in ponudili študentom nek bogat nabor različnih dejavnosti. Tako da smo se odločili, da pripravimo neke vrste Welcome Weeks, s katerimi jim bomo prikazali v prvih 2 tednih, kaj se ponuja oziroma na katerih področjih vse jim ponuja študentska organizacija neke dogodke. Jaz bi rekel, seveda bojo nabor oziroma seznam vseh projektov, ki se bojo dobili v mapici Dostop, tako da bojo lahko tudi sami videli, kdaj se kjer projekt odvija, v kateri uri. Bo pa definitivno ne smejo zamuditi jutrišnjega dne. Jutri je prvi torek, prvi študentski torek, scufan torek, kot ga mi poimenujemo. Nastopali bo skupina Čuki na Štuku. Odločili smo se, da ponudimo študentom mogoče nekaj, kar ni tako vsakdanje za študentsko populacijo, ampak smo se odločili, da jim to ponudimo popolnoma brezplačno, da organiziramo tisto prvo študentsko zabavo res na način, da je prosto dostopna vsem in da je omogočen dostop brez praktično česarkoli. Tako da ponujamo jim neke dejavnosti skozi dan, zelo zabavne, in potem zvečer zabavo, tako da verjamem, da se bomo v velikem številu videli. Drugače pa ostale dejavnosti, ki jih pripravljamo, so definitivno prihodnji teden imamo krvodajalsko akcijo Častim pol litra v sklopu nacionalne akcije krvodajalske. Prav tako pripravljamo 2 projekta za naše Erasmus študente, ki pridejo v Maribor. Pripravljamo izobraževalni projekt za vse študente, ki jih zanima mogoče neke vrste tekmovanje v kvizu. Tako da jaz mislim, da v teh Welcome Weeksih, teh 2 tednih, da jim bomo ponudili res nek prikaz tega, kar jih čaka celo leto. Zakaj bo po tvojem mnenju to študijsko leto nekaj posebnega? Se nam obetajo kakšne spremembe, ki so pomembne za študente? Zdaj, če se mogoče malo bolj vsebinsko dotaknem tistih pravic, o katerih sem prej govoril, trenutno se je v procesu spreminjanja tudi zakonodaja na področju visokega šolstva, ki bo na nek način močno posegala v študentske pravice. Po eni strani zelo pozitivno, za tisto, kar smo si mi prizadevali že vrsto let, se bo zdaj končno uresničilo, in sicer študenti, ki bodo diplomirali na 1. stopnji, bodo imeli status študenta in s tem tudi vse pravice, ki izhajajo iz statusa študenta do konca tistega leta. Torej, če diplomiraš maja, boš imel normalno do 30.9. pravice, ki ti pripadajo iz statusa študenta, tako da ne bo več bojazni, da bojo študenti, ne vem, se morali seliti iz študenta, ali pa bojo ostali brez štipendije, ali pa bojo ostali brez bonov, tako da bojo lahko normalno diplomirali takrat, ko si bojo želeli, in potem brez kakršnihkoli zadržkov še naprej izkoriščali oziroma koristili pravice, ki jim pripadajo, in se potem normalno naprej izobraževali. To je ena izmed glavnih sprememb, ki bo dejansko se dotikala študentov. Druge spremembe so mogoče malo bolj zapletene in se ne tičejo toliko samih študentov, ampak definitivno močno posegajo v sam visokošolski prostor in s tem tudi študij. Tako da bo kar veliko sprememb, ampak glede na to, da je trenutno zakon še v fazi sprejemanja, bomo mogoče kdaj kasneje kaj več povedali o tem. In še tvoj najpomembnejši nasvet oziroma napotek vsem študentom ob pričetku študija? Ja, jaz bi jim zaželel uspešen študij. Definitivno naj se posvetijo svojim študijskim obveznostim, da naj jih opravijo v rednih rokih, ker sem vesel, da res fakultete ponujajo oziroma omogočajo opravljanje nekih obveznosti res zelo kmalu v letu, tako da potem ne bo konec leta kakih problemov z statusom. Bi jim pa seveda po drugi strani zaželel oziroma apeliral na njih, da se čim bolj obštudijsko udejstvujejo in naj študij ne bo samo čas preživeti v učilnicah, ampak naj uživajo študentsko življenje in uživajo vsem, kar jim ponuja tako študentska organizacija kot Univerzitetno mesto Maribor. Najlepša hvala, Alen, za tvoj čas in za pogovor.
Okoli 3500 brucev je v Mariboru pričelo z novim življenjskim obdobjem študijem. Da bi imeli pri tem čim manj težav, so člani študentske organizacije v Mariboru pripravili veselo dobrodošlico. Uradna dobrodošlica je seveda tako imenovana informativna mapa. Vsebina mapice pa je blokec, kamor lahko študentje oziroma bruci si delajo zapiske, kuli, popustnik in pa seznam za Welcome Weekse. Welcome Weeksi so pa, kako naj rečem, neki uvodni dnevi študentske organizacije Univerze v Mariboru, skozi katere bodo lahko študenti spoznali še bolje našo organizacijo. Mapice so osnova. Razdeljevali so jih pred vrati vseh fakultet Univerze v Mariboru. Odziv je bil super, glede na to, da je prvi dan, je veliko študentov na faksu, mapice so šle, tako da zaenkrat je super. Upanje smo dobili nazaj v mladino. Odzivi so dosti različni. Eni so zelo veseli, jih dejansko zanima, kaj je noter, jih z veseljem odprejo. Spet drugi pa so od prenasičenosti teh propagandnih letakov in teh stvari v začetku študijskega leta nekako nezainteresirani in kako korak stran stopijo in se izognejo temu. Informacije ali odgovore na vprašanja bodo torej morali poiskati na fakulteti, na univerzi, na internetu ali med vrstniki. Če ne prej, jih bodo verjetno precej spoznali na prvem večjem, sicer pa tradicionalnem študentskem zagonu leta. Gremo na prvi rok, ki bo letos že 11. oktobra. Študentski domovi Maribor, natančneje njihovi stanovalci, so te dni dobili nove možnosti za rekreacijo in kvalitetno preživljanje prostega časa. Ob tej priložnosti smo se pogovorili z direktorico študentskih domov Lidijo Divjak-Mirnik. Več o tem pa Špela Žerjal. Lepo pozdravljeni iz sejne sobe študentskih domov Univerze v Mariboru, kjer sva z direktorico gospo Lidijo Divjak-Mirnik. S 1. oktobrom se je pričelo novo študijsko leto. Kaj to pomeni za študentske domove? Za študentske domove to pomeni, da že cel mesec zelo delamo. Mi vseljujemo študente vsak dan. Do tega trenutka smo izselili blizu 1000, pa še nekaj jih bomo. V študentskem kampusu je že, sicer ne od tega šolskega oziroma študijskega leta, pač pa že odprej, nekaj časa aktiven tako imenovani fitness na prostem ali pa športni park. Vendar s tem študijskim letom ste še dodatne pridobitve namestili v ta športni park. Kakšne? Mi smo lani postavili tisto, kar smo postavili, 12 outdoor naprav in pa 3 street workout naprave. Letos smo pa dodali še nekaj naprav, ki so prilagojene študentom invalidom in pa drog, potem napravo za trebušnjake in pa slackline, zato ker se nam zdi pomembno, da študentje se ukvarjajo s športom, da živijo zunaj, da se ne zadržujejo samo v svojih sobah, da niso pred računalniki, ampak izkoriščajo infrastrukturo, ki jo študentski domovi in seveda s tem tudi univerza ponujamo. Kaj je bil pravzaprav razlog ali pa povod, bova rekli, da ste se odločili za še dodatno investicijo? Ja, tako bom rekla. Povod je bil pravzaprav v tem, da nam je Fundacija za šport odobrila sredstva in ker smo dobili z njihove strani odobrenih skoraj 12 000 evrov, smo se odločili, da nekaj dodamo še sami in potem naredimo in razširimo ta športni park tako, da ga naslednjih 30 let ne bomo več širili. 30 let verjetno sicer študentje ne bodo uporabljali tega parka, pa vendarle koliko ga uporabljajo zdaj, ko je recimo 1 leto za vami? Ja, tako bom rekla. Študentje ga uporabljajo kar dosti, ogromno ga pa uporabljajo tudi ostali meščani, da tako rečem, Maribora, ker je to prvi tovrstni park v Mariboru in je odprt tudi za vse. Sploh sedaj, ko ga je Fundacija za šport sofinancirala, pomeni, da lahko sem pridejo čisto vsi, ki si želijo gibanja, ki želijo malce svoje mišice pritegniti in seveda tudi tisti, ki se s tem zelo aktivno že ukvarjajo in izkoristijo te naprave, ki so res edinstvene v Mariboru. Kdaj je dostopen? Je treba kaj plačati? Ne, plačati ni potrebno nič, pomeni, da je brezplačno dostopen za vse. Vsak dan med 9 in 21 uro je bilo poleti, zdaj bomo pa to zadevo ob 7 zaklenili, ker je pač že tema in ko je pač tema, ne moreš trenirati v zimskem času. Odprt je non-stop, prilagojen je vremenskim neprilikam, ki pridajo zdaj za zimo, tako da če je ljudem volja, če si to želijo, lahko pridajo k nam vsak dan in
izkoristijo to, kar ponujamo. Glede na to, da gre za novost, sem prepričana, da ste se gotovo pozanimali po odzivih pri uporabnikih tega športnega parka. Kakšni so torej odzivi? Ja, odzivi so seveda zelo dobri. Sploh, kar sem že povedala, je to edina takšna stvar v Mariboru. Zdaj smo dobili strani mestne občine Maribor tudi sofinanciranje za vodeno vadbo, kar pomeni, da bomo imeli ob sredah in ob petkih še prav vodeno vadbo, se pravi strokovnjakom, ki obvlada te stvari, ljudje lahko pridejo, izkoristijo to, kar je pravzaprav tudi mestna občina prijazno ponudila. Kakšne so morda še novosti, ki jih uvajate v tem študijskem letu? Ja, mi pravzaprav želimo od naših stanovalcev, da se primerno obnašajo, da se počutijo pri nas kot doma, da izkoristijo vso infrastrukturo, vse obštudijske projekte, ki jih ponujamo, in da živijo in da študirajo, da se imajo fajn. Bomo pa z novim letom, se pravi z letom 2017, začeli z eno investicijo, obnovo ŠD7. To je tudi največji dom, ki še ga nismo obnovili in upamo, da nam v letu 2017 uspe. V tem trenutku kaže zelo dobro. Že na mizi imava še eno novost, torej nova brošura, na katero ste najbrž ponosni. Kaj nam prinaša? Ja, to je brošura, ki smo naredili za popotnike in kolesarje, kjer jih vabimo, da lahko v študentskih domovih prespijo. Seveda takrat, ko mi nismo polni, to zdaj smo polni, zdaj ne morejo, ampak čez vikende oziroma v poletnem času pa imamo kar nekaj prostih kapacitet in takrat se ukvarjamo tudi z nudenjem naših kapacitet popotnikom in vsem tistim, ki radi za zelo malo denarja, to pomeni za 16 € prespijo tukaj v Mariboru. Vsi so dobrodošli, vsi so vabljeni. Čisto za konec, še oktober je torej začetek študijskega leta. Vaše želje za študente? Da bi se vsi ti novi, ki so se k nam selili, hitro prilagodili in se predvsem primerno obnašali. Toliko torej za enkrat iz sejne sobe študentskih domov, zdaj pa nazaj v studio. Študentje imamo že eno leto možnost obiskovanja fitnesa na prostem. Letos so jim dodali še 4 nove naprave, prilagojene tudi za invalide oziroma gibalno ovirane osebe. Tisti, ki smo zdravi, se morda premalo zavedamo, kako pomembno je gibanje. Za invalide in gibalno ovirane je to lahko tudi pot do okrevanja ali ohranjanje stabilnega zdravstvenega stanja. Obstajajo stanja, ker se mišice krčijo in redna vadba je zelo važna in to, da lahko nekdo v času študija hodi brezplačno na vadbo, je izredno, zelo pomembno. Kakor je pomembna tudi dostopnost, saj so vse poti do naprav na prostem dostopne z invalidskimi vozički. Kot tretjo dodano vrednost pa so izpostavili možnosti povezovanja s sovrstniki. Na dan otvoritve je sicer deževalo, zato gneče na napravah ni bilo, a najbolj pogumnih in predvsem veselih novih možnosti dež ni ustavil. Glede na to, da sem prvič v življenju kaj takšnega sploh počela, je bilo krasno. To je velik plus za druženje. Predstavlja to neko pridobitev, kot tudi samo dostopnost, ko lahko tako pokažemo, da se lahko tudi invalidi udeležujemo fitnesa. Dosedanji pozitivni odzivi študentov so bili osrednja spodbuda, da so se v študentskih domovih odločili za dodatno investicijo vredno skoraj 38 000 €. To je bil prvi razlog in pa drugi razlog to, da nam je Fundacija za šport sofinancirala ta del, ker se veste, denar je zmeraj premalo in dobrodošlo je bilo, da so nam to dali, zato smo tudi tak lepi športni park postavili. Pridobili so dobrih 11 000 € sofinancerskih sredstev. Tako so na dodatnih 155 kvadratnih metrih površin postavili 4 nove naprave. To je ta letvenik, ki je prilagojen ljudem s posebnimi potrebami, se pravi študent oziroma kdorkoli je na invalidskem vozičku, lahko pride, se pripelje pod njega in se dviguje. Pomembno je, da s svojimi ročnimi mišicami dviguje celo telo in seveda s tem krepi svoje telo. Potem je nov slackline, nov je tale drog, plesni drog mu lahko rečemo, drugače se pa po njem lahko spenjamo, krožimo, lahko delamo, če smo dovolj močni, tudi kakšne zastave, ampak to počnejo tisti fantje, veste, ko imajo zelo velike mišice. In pa še ena naprava, to je naprava za trebušnjake, ker na prvem delu tega nimamo, se nam je zdelo pomembno, da tudi trebušnjake lahko na neki napravi študentje delajo. Že doslej pa so študentje fitness na prostem s pridom uporabljali. Že v preteklosti smo imeli medgeneracijske športne dneve, kateri so potekale na še prejšnjem fitnessu. Prav tako računamo, da bomo naslednje pomladne igre, ki bodo maja 2017, tudi lahko izkoristili na teh površinah.
Veselje ob otvoritvi novih športnih površin pa je izrazil tudi rektor Univerze v Mariboru. S tem verjame, da lahko vsakdo nadomesti manko telovadbe. Je pa problem, da smo športno vzgojo resnično na vseh univerzah izjemno zanemarili. Pravzaprav smo jo opustili, no, to je še toliko slabše in takšni koraki naj bi počasi predstavljali neko pot, kjer bomo spet začeli ugotavljati, da poleg sedenja za računalnikom se moramo tudi premikati. Med drugim bodo v športnem parku študentskih domov odslej pa vse do konca leta potekale tudi vodene vadbe in sicer 2-krat tedensko, ob sredah in petkih popoldne. Novo študijsko leto prinaša sabo tudi študentske zabave. Letošnjo leto smo otvorili z dogodkom Sufan torek in skupino Čuki. Kaj pa za vaju predstavljaš Sufan torek? Na kaj pomislite o besedi Sufan torek? Ni prevzami. Ja. Nič, prvi, da študenti prvič grejo nekam kaj spoznajo, kar je sploh študentsko življenje. Mislim, izven učenja pa vse ostalo, kar je pomembno, da greš malo se sprostiti. Študenti uživajo, glavnem, da se družimo, da je zabava, da je vred. Sufa, za mene to pomeni, da se sprostiš. Povej tam, na katere 3 besede ali stvari pomislite, če rečem besedo cufaj. Prijatelji, zabava, faks, šola. Štuk, študenti, pa pijača. Kaj predstavlja Sufan torek in kaj to sploh pomeni, nam je zaupal tudi organizator dogodka Teodor Varga. Sufan torek predstavlja dejansko en naš brand, Cuf, ki v bistvu temelji na dosti različnih stvareh. En od tega je tudi zabava, katero danes tu vidimo oziroma doživljamo. S tem smo želeli nekaj približati študentom, da bojo imeli v mislih tudi prvo zabavo oziroma sam šov približati študentom. Prvi torek to je čas, ko se v bistvu študenti prvič zares prostijo in pozabijo na vse obveznosti, na to pa po mojem sledi pol počasi v bistvu učenje oziroma priprave na učenje. Za pravo otvoritev je letos poskrbela glasbena skupina Čukim, ki je napolnila dvorano in se skupaj z nami spomnila svojih študijskih dni. Če sem iskren, nisem bil preveč priden v študentskih letih, tako da imam lepe spomine glede na bolj na žurke pa kaj drugega, tako da sem ga kar prelumpal. Jaz pa mislim, da bo danes tudi en ta prav žur tlele na štuku, tako ko zmeraj študentje. Če bo pa še Sufan, pa še toliko boljše. Očitom pa mamicam je treba zaupati. Če vam oni rečejo, da se je pameten način, se le učite in pa žurite pa bolj na skrivaj. Zaradi tega, da ne boste pol, če bojo kakšni... Ne, se ne bo, se verjamem, da so sami pridni, tako da jaz se ne bojim za njih. Nekdo je rekel, da je v življenju najlepši, ker je vsako leto novo vino, pa nove študentke. Študentjem se radi udeležujejo takšnih zabav, saj jim to predstavlja sprostitev in zabava ob vseh študijskih obveznostih, ki se začenjajo. Nočni tek na Kalvarijo je tradicionalna prireditev, kjer je potrebno premagati 455 stopnic. Tudi tokrat je bilo glavno vodilo prireditve, da je potrebno sodelovati in ne zmagati. V svojo luči bankev in svetlobnih efektov so se udeleženci podali po 455 stopnicah. Stopnicami oziroma štengami po mariborsko se je spopadal sam predsednik države. Lepo, krasen dogodek, tudi če malo dežuje. Maribor si zasluži tako športno prireditev. To je res nekaj posebnega in izjemnega in se da tudi izmeriti svojo kondicijo.
Takoj za njim je štartal eden najboljših slovenskih judoistov. Tek na Kalvarijo pa je opisal: Pa je res tak zagrižen, zelo trd, ampak to je nek izziv in meni je tudi izziv, da ga čim hitreje pretečem. Po 455 stopnicah se je letos podalo več kot 220 udeležencev vseh generacij. Eni bolj, drugi manj zadihani so se spuščali nazaj v dolino. Težko, sicer drugo leto že, ampak je bilo zdržno. Letos lahko se pobaham, da sem boljši bil kot lansko leto. Lani sem se skozi plazil. Kateri del je najboljši? Ja, neki srednji del, ne ta vrhen, srednji del je bil najhujši. Med udeleženci pa je stopnice premagal tudi gasilec v pravi gasilski opremi. Jaz smo nekaj teže, 85 kg plus 30 kg opremo, s polno jeklenko seveda. Zakaj v takšni postavi? To mi je bil letošnji izziv, bolj kot ne, z te sezone. In za tega pač, ko gre na stopnice v polni gasilski opreme. Kalvarija, ki velja za vedno bolj priljubljeno športno točko, je pred leti tako postala tudi točka nočnega teka na Kalvarijo. 7 let nazaj smo se mi odločili, da probamo tu pod Kalvarijo pričarati eno posebno vzdušje z nekimi svetlobnimi efekti, dobro glasbo. Želimo narediti eno tako druženje in to je nam po vsej verjetnosti uspelo. Naj velja, zdrav duh v zdravem telesu. Toliko zaenkrat iz študentske oddaje v svetu odraslih. Se vidimo spet v ponedeljek ob 17:30 na BKTV. Do takrat pa uživajte in lepo študirajte.